vprašanje. Zbranih je nekaj več kot 48.000 podpisov. To je zelo jasen pokazatelj, da so državljani prepoznali, da je ta investicija vodena nepravilno in da dejansko z zakonom določena cena in seveda enkrat previsoka cena je zelo škodljiva za proračun Republike Slovenije in z tako velikim številom podpisov je to zelo jasen pokazatelj. Seveda gre za hvala vsem državljanom, ki so dali podpis, ampak ne, da so dali podpis, ampak da so prepoznali to nepravilnost in dejansko to neracionalno ravnanje z davkoplačevalskim denarjem. Jaz verjamem, da bo predsednik Državnega zbora v roku določil datum referenduma, ki bo v jesenskem času. Ta referendum sovpada tudi z volitvami predsednika države in nekako upam, da bo odločitev racionalna in da bo tako referendum kot volitve za predsednika istočasno in s tem se izognemo dodatnemu strošku. In upam, da bomo na ta način racionalni do davkoplačevalskega denarja. Tako da to je smiselno in potem seveda v Slovenski demokratski stranki absolutno ne nasprotujemo gradnji drugega tira, temveč je treba vse aktivnosti za izgradnjo nemudoma pospešiti. Po vašemu torej bo referendum uspešen, bo kvorum dosežen? Kvorum bo dosežen, kajti državljani se zavedajo neodgovornega ravnanja pristopa k tej investiciji, kajti absolutno investiciji se ne nasprotuje, ampak da z zakonom določiš vrednost investicije, to je unikum v Sloveniji, kajti vrednost investicije določi tehnična dokumentacija, ki je osnova vsakega gradbenega projekta, tako bi morala biti tudi v tem primeru, vendar v tem primeru gre za pot, ki ni prava, to se pravi, z zakonom se določa vrednost projekta in seveda tudi za samo ta odsek se določi z zakonom koncesionar za dobo 45 let in seveda tudi za dvojno ceno, to je nesprejemljivo. Hvala lepa.